Dober dan in hladen aprilski pozdrav v naši oddaji za zdravje, ki jo danes začenja Sanja Lončar, avtorica knjige Resnice in zmote o maščobah. Sanja nam bo danes malce pojasnila vse, kar moramo vedeti o maščobah in zdravih margarinah. No, če spremljamo medije, dobimo občutek, da vsako sezono glede maščob veljajo druga pravila, kot da bi šlo za modne trende. Glejte, človeško telo se resnično ni tako spremenilo skozi tisoče let. In tudi naše potrebe po maščobah se niso spremenile. Kako potem razložiti, da smo do včeraj od enih maščob bežali, danes se ravno s temi prehranjujemo, do včeraj smo umikali vsak od večni maščobni grižljaj, danes se eni celo prehranjujejo samo z maščobami in s ketonskimi dietami, celo pozdravijo mnoge bolezni. Kako se sploh znajti v tej veliki zmedi o maščobah? Če ste brali naš priročnik Resnice in zmote o maščobah, vam je verjetno že jasno, kateri kriterij bo najboljši. Če ne, danes res ne morem narediti kratke obnove, ampak vsaj nekaj nasvetov, da dojamete, kako se znajti res na minskem polju ponudbe maščob, upam, da vam bomo lahko podali. Dojeti treba, da nobena maščoba sama po sebi ni ne dobra, ne slaba. Odvisno je predvsem, v kakšni obliki in v kakšni količini jo bomo zaužili. Poglejte, maslo, od katerega smo desetletja bežali, danes postaja znova zelo popularno, ampak večina ljudi bo uživala masla, ki so homogenizirana, ki so obdelana tako, da so zelo obstojna, roki uporabe so celo nekaj mesecev, ampak to ni surovo, to ni presno živilo. Dejansko le surovo maslo ima tiste blagodejne lastnosti, o katerih lahko berete v medijih. Z margarinami je zgodba še bolj komplicirana. Navidezno, ko pogledate, deluje zelo podobno, lahko pa na eni strani imamo popolnoma neuporabno, predelano, homogenizirano, hidrogenirano, esterificirano maščobo, na drugi strani pa lahko popolnoma naravno maščobo, sestavljeno iz hladno stisnjenih olj, ki je celo blagodejna za naše ožilje, brez kakršnih koli kemičnih dodatkov. Kako vedeti, za kaj gre? Tudi pri kokosu beremo in grozljivke, in velike obljube, pa velja enako. Tako kokosova kot palmova maščoba sta lahko zelo blagodejni, če sta zares naravni, če niso njihove lastnosti v pridelavi uničeni. Domačo margarino lahko naredimo zelo preprosto. Glejte, bomo vzeli 2 deleža neke trde maščobe. Ja še vedno priporočam, da je ta trda maščoba kokosova maščoba, ki vsebuje zelo visok delež laurinske kisline, kaprinske, vseh tistih, ki v telesu delujejo proti gljivicam, proti bakterijam, krepijo naš imunski sistem, z njimi ni nič narobe, pa še zelo, zelo termoobstojne so in na njih lahko marsikaj pripravimo. Torej, kokosovo maščobo ali na sobni temperaturi ali na toploti malo stopimo. Ja bom zdaj stopila ravno zato, ker želim našo domačo margarino še majčkeno izboljšati. Lahko jo izboljšate s številnimi začimbnicami, ki v telesu pomagajo, da maščobe ne oksidirajo, ki pomagajo, da jih lažje presnavljamo, ki so tudi same protivnetne in varujejo naše ožilje. Zagotovo zelo visoko na seznamu koristnih začimbnic sloni kurkuma, in ker kurkuma potrebuje malo toplote, da jo aktiviramo, jo bom stopila v malo maščobe. Tisti, ki že spremljate naše oddaje, veste, da moči kurkume še dodatno pojačamo, če dodamo malo ingverja in obvezno majčkeno sveže strtega popra, ki učinke oziroma biorazpoložljivost kurkumina poveča za 20%. Evo, to je vse, kar rabimo narediti. Ne rabimo cvreti, takoj, ko je stopljeno, lahko odstavimo in takrat dodamo tudi drugi delež, recimo trde maščobe. Ni treba greti, bomo samo raztopili. In ko se bo ta maščoba raztopila in ko se bo shladila pod 35 stopinj, takrat bomo v to maščobo dodali še vsaj 1/3 kakšnega dobrega omega 3 olja.
Omega-3 maščobe so zelo občutljive na toploto in jih ne smemo pogrevati, ampak odlično se obnesejo pri naravnih margarinah. Tudi v naravnih, res ekoloških margarinah delujejo na čist enak način. Samo z mešanjem povežejo trdo maščobo in maščobe, ki so bogate z omega-3 ali z vitaminom E. In tako, namesto da imamo eno pretrdo, dobimo po naravni poti odlično mazivo margarino. Torej, voilà. V to bomo dodali nekaj orehovega olja, malo lanenega olja, eno žlico olja pšeničnih kalčkov, ki je bogati vir vitamina E in vse skupaj dodatno konzervira in preprečuje, da bi taka maščoba oksidirala. To premešamo. Vlijemo v kozarček. Pustimo, da se shladi in dobili smo odlično naravno margarino. Evo, ko bomo to vzeli po nekaj urah iz hladilnika, to bo izgledalo tako. Mažemo na kruh, dodajamo v hrano, ki je že pripravljena. In kot vidite, na takšen naraven način se res izdelujejo naravne margarine. To je popolnoma drugačen postopek, ki resnično v našem telesu tudi deluje popolnoma drugačno kot margarine, za katere bi stežka rekla, da lahko pomagajo našemu ožilju.